En lep pozdravček vsem na temle brezplačnem Zoomu, ki je namenjen predvsem temu, da odgovori na vsa vaša vprašanja, ki jih imate glede temeljev oziroma predvsem spletnih temeljev. Torej, ker zdaj imamo več ali manj so spletni temelji, ker delavnic v živo ne smemo imeti oziroma jih ne moremo imeti. Tako da mogoče par besed o meni, da za tiste, ki me še ne poznate. Torej, moje ime je Barbara Mali, sem certificirana facilitatorka Access Consciousnessa. Delam od leta 2014, facilitatorka, torej teh naprednejših seminarjev sem postala leta 2015, da je za mano zdaj že kar enih dobrih 6 let, 5 let facilitiranja temeljev. Tako da je veliko ljudi že šlo skozi temelje, tako da tudi je veliko razno raznih sprememb, čarobnosti in čudežev se zgodilo na tej podlagi in veliko ljudi je tudi si začeli izbirati več naprednejše seminarje potem, tako da je ta zadeva v Sloveniji dobila kar en tak lep zagon, kar je mene osebno zelo, zelo veseli. Zato, ker pač to prvo pomeni, da imajo ljudje večjo kvaliteto življenja, drugo je pa, da se zavest širi in kako lahko še boljše kot to. Torej, mogoče jaz bi povedala, mogoče malo na kratko o temeljih, no, ampak predvsem tukaj sem zato, da odgovorim na tista vprašanja, ki jih imate vi, in lahko se seveda vključite noter, vklopite mikrofonček in vprašate, torej zastavite vprašanje, ali pa če ne morete govoriti v živo, pa lahko napišete tudi v klepet, pa bom tekom našega srečanja to spremljala, pa bom naslovila tisto, kar boste napisali. Torej, temelji, to je osrednji seminar Access Consciousnessa, katerega se lahko udeležite potem, ko ste opravili Access Bars delavnico. In ni važno, kdaj ste opravili to Bars delavnico, lahko ste že opravili pred 100 leti. Okay? Čeprav ne verjamem, da je kdo tukaj 100 let star, ne? Tako, pa če se malo tako hecam, lahko ste opravili, ne vem, pred 5, 6 leti, pa takrat mogoče niste niti razmišljali, da bi šli kaj naprej, zdaj pa mogoče spet vas je nekaj prijel, pa razmišljate, pa gledate, kaj še mogoče. In vedite, da kadarkoli ste pač opravili Bars delavnico, se potem lahko udeležite temeljev. Ni treba, ko včasih kdo tudi vpraša, moram še enkrat Bars delavnice narediti, ni treba. Zdaj tako, pač preden se je začela korona, so temelji potekali izključno v živo. Ni bilo dovoljeno prek spleta, torej mi jih nismo smeli imeti prek spleta in so takrat potekali 4 dni, torej tako pač pravzaprav nekako od 9 do 5 oziroma tukaj pri Accessovih delavnicah, ko sami veste, se vedno sledi energiji, tako da včasih je več, včasih manj, tudi kolikor je energije, koliko so ljudje zmožni pač prejemati, a ne. Tako da takrat torej so bili samo v živo. Potem s temi pač začetkom korone oziroma tega covida je pa pač seveda so pač tudi po različnih državah, po vsem svetu pravzaprav se ljudje soočajo oziroma facilitatorji soočajo s tem, da ne morejo imeti delavnic v živo in je Gary Douglas, torej ustanovitelj Access Consciousnessa, nam dovolil, da imamo lahko temelje prek spleta. In jaz imam pravzaprav že celo lansko leto imam temelje prek spleta, ene sem imela v živo, takrat septembra, ko je bilo mogoče spet, potem pa spet prek spleta in nam tako pravzaprav za en mesec nam dajo dovoljenje, za 2 meseca, tako da kaj veliko naprej ne moramo planirati, ne, zdaj pač lahko jih imamo do konca marca lahko imamo prek spleta temelje in tako da ne moramo kaj tako veliko naprej reči, kaj pravzaprav se bo zgodilo, ne, tako nam podaljšujejo. In zdaj, torej na temeljih, torej, kako bi rekla, če lahko rečem, bistvo temeljev je, da se spremeni energijska osnova, iz katere vi kreirate svoje življenje. Ker tako je že Einstein rekel, ne morete delati skozi iste stvari oziroma torej mi lahko mogoče to še malo naprej popeljemo, ne morete skozi isto energijo imeti ali pa neke enake poglede ohranjati in pričakovati drugačnih rezultatov. In tukaj na temeljih dejansko mi, kako bi rekla,
res pogledamo vsa življenjska področja in se v tem času, ko smo skupaj in vsemi temi udeleženci, ki pridejo z njihovimi vprašanji in facilitacijo, ki jo da facilitator, toliko spremeni vaša osnova, energijska osnova, iz katere delujete, da dejansko pol po temeljih začnete na drugačen način kreirati svoje življenje. Že samo zaradi tega, ker se je spremenila energijska osnova, iz katere kreirate. Zato so temelji, ker se razrahljajo te omejitve, iz katerih delujete in ustvarite, torej dobite neko novo platformo tukaj in dobite stotine orodij, ki jih potem lahko uporabljate za popolnoma drugačno kreacijo svojega življenja. Torej, spletni temelji, zdaj tako, različni facilitatorji jih imajo na različne načine. Jaz sem na začetku malo gledala to, kako bi bilo to cel dan sedeti za računalnikom in meni se to ne zdi glih prijazno do telesa in mi je tako, sem rekla, jaz bom imela 6 dni po 3 urce na dan in imamo od 5 do 8, torej in so se izkazali ti spletni temelji za super in tako prijetne za telo in, kako bi rekla, tudi za glavo, da ni preveč vsega, ne, in so ti spletni temelji, mislim tako, če mogoče naredim eno primerjavo, čeprav je ful težko delati primerjave, so mogoče celo bolj transformativni kot tisti, ki so potekali v živo. In udeleženci dobivajo res vse žive spremembe, kreirajo svoje življenje v čisto neko novo smer, ali pa v tisto smer, ki so jo želeli prej. Tako da, če ste imeli kakšne dvome v smislu, ja, so spletni temelji kako bi rekla, tudi tako transformativni, so, definitivno so. In torej, na teh spletnih, mislim, kako to poteka, ne, vi dobite to Zoomovo povezavo ko se prijavite, dobite vsi prijavljeni dobijo Zoomovo povezavo in potem se vsak dan dobimo ob določeni uri, torej ob 5 jaz običajno dam, pa do 8 se dobimo in potem 3 ure trajajo vsak dan trajajo temelji. In potem seveda vas verjetno zanima, kako je pol s telesnimi procesi, ker tekom temeljev se naučite tudi 4 telesne procese in ko smo imeli v živo temelje, seveda med samimi temelji so se delali tudi telesni procesi. Zdaj tako, dejansko tudi vse jaz na tak način naredim, da tudi vi med samimi temelji spoznate te telesne procese in jih delate na sebi, na svojih bližnjih ali če imate kako domačo živalco, lahko tudi na tej živalci. Potem pa, ko se pa sprostijo te ukrepi, imam pa jaz tako, da za vse tiste, ki se udeležite spletnih temeljev, se lahko potem brezplačno udeležite delavnice MTVSS-a, delavnice celičnega spomina, delavnice tega odstranjevanja in izkoreninjanja biomimetičnega posnemanja, pa demolekularne manifestacije in molekularne demanifestacije. Tako da pravzaprav udeleženci spletnih temeljev dobite še en ful dober bonus zraven, ne, tako da dejansko lahko pol na teh delavnicah še povadite to, kar ste se naučili na temeljih. Potem, če se udeležite temeljev pri meni, imam jaz tako narejen tudi, da pol po temeljih ne ostanete sami sebi prepuščeni, ampak imam tako enkrat mesečno podporno srečanje za udeležence temeljev, kamor seveda ste lepo vabljeni in tam lahko zastavite razna vprašanja, ki se vam začnejo porajati po temeljih. Ko recimo nimate jasnosti, kako določeno orodje uporabiti, ali pa imate neko konkretno situacijo in ne veste točno, katero orodje bi uporabili, ali pa na kak način bi ga uporabili. In ta srečanja so namenjena temu, da razjasnimo te stvari. Tako da na ta način to poteka in mogoče zdaj pa tako, mene zanima cena od začetka. Torej, cena, če prvič upravljate temelje, 1100 €, če jih ponavljate, je 550 €. In zdaj mogoče, ker mi je nekdo tudi pred kratkim ena stranka pisala, je rekla, da ni vedela, da mora ker je že upravlja temelje, da mora v roku enega meseca, v roku enega leta ponavljati temelje,
da lahko dobi polovično ceno, vam že tukaj zdaj povem, sem tistim, ki ste že upravili temelje, na polovično ceno velja samo 12 mesecev, takrat, ko ste upravili temelje. Če želite pol, kasneje še kdaj upraviti, boste morali pol plačati polno ceno. Ja. Kaj še vas zanima? Tukaj je res tako, kako bi rekla, vprašanja in odgovori, tako da čim več sprašujte. Kaj vas zanima? In seveda še ena stvar je tudi tukaj pri spletnih temeljih je to, da jaz se tako hecam, ti temelji potekajo pri vas doma. Torej, ne morete iti pol nikamor nazaj, ampak lahko greste še samo naprej. A ne? Ker tako, ko smo imeli v živo, so ljudje rekli, zdaj gremo pa nazaj domov. A ne? In pač doma je pač neka struktura, neke pač, kako bi rekla, pravila napisana in se nehote nekako začneš, kako bi rekla, krčiti ali pa prilagajati spet tistemu doma. Tukaj pri spletnih temeljih se pa spreminjaš doma in nimaš iti kam nazaj. A ne? Tako da lahko pravzaprav samo še greš naprej v to prihodnost, ki že začne kreirati na temeljih. Mogoče, kar se tiče spletnih temeljev, torej dobite PDF priročnika, pa jaz pošljem pol tudi še pač nekako zorganiziram, da dobite tudi tiskano verzijo, tako da, če se pač pravočasno prijavite, dobite že do začetka temeljev, tako da imate tudi tiskano verzijo, drugače pa pač nekoliko kasneje. Pol seveda so vsi vsakdanje, torej zdaj govorimo o spletnih temeljih, tudi o temeljih v živo, jaz vedno tako naredim, da dobite posnetke, da imate posnetke vseh temeljev, zato ker velike stvari, res ogromno stvari je, veliko govorimo o raznoraznih stvareh, velike facilitacije, tako, ko udeleženci sprašujejo za neke konkretne svoje situacije, ki bi jih radi spremenili, in je težko imeti vse v glavi in je fino pol posnetek vzeti in si preposlušati večkrat in ko večkrat slišiš dejansko, kaj ali dojameš na nov način, kaj dojameš, si kaj izpišeš in ti posnetki pol tudi omogočajo, da gre ta sprememba, da še globlja. Kaj pa osnovni tečaj Barsi ali kako se že imenuje? Je to tudi možno? Je seveda cena. Mojca pa sprašuje, kdaj bo kak tečaj Barsov. Jaz bom zdaj imela, mislim, imam 28. februarja bom imela delavnico na Lavrici, ampak to ne bom nekaj na veliko razglašala. Tako da, pač tistega, ko zanima, naj me kontaktira, pa se bomo dogovorili. Pač je pa pogoj seveda, da opravite Barse, da pač lahko se udeležite temeljev. Ne morete tega preskočiti, zato ker tudi mi, ko vpisujemo pol udeležence temeljev v sistem, torej vi, ko se udeležite Access Bars delavnice, vas facilitator vnese v Accessov sistem in pol, ko recimo, na primer, da pridete pol na temeljih nekomu, ko vas on zavede tam spet v sistem, da imate vse te delavnice, pač so vam priznane, torej, če greste na kak naprej seminar ali pa kaj pogledajo, oziroma tam Access ima tak sistem, da vas pol spusti naprej, da se lahko prijavite na nek napredni seminar in na primer, če ne bi Bars delavnice upravili, pa šli kar na temelje, pol ta facilitator vas ne more vpisati noter, ker nimate upravljene Bars delavnice. Tako da Barsi so pač pogoj. Ja, bo v živo. Torej, s temi Bars delavnicami, torej, mislim tako, Gary je zelo tako s težkim srcem, je rekel tudi, da se lahko delajo prek spleta, to jaz osebno jih ne delam prek spleta, ker to ne, mislim, za moj osebni pogled to ne deluje. Jaz želim biti tam z osebo, ki dela Barse in pogleda, če ima Barse več na pravih, mislim, če ima prste na pravih mestih, tako da jaz pač ne delam spletnih, tako da bo kar v živo. Ja, kaj vas še zanima? Mogoče
Cena česa? Barsov. Cena bars tečaja je 240 evrov, če prvič ga opravljate, če ga ponavljate, je pa polovična cena. Mogoče, če gremo malo čez ta priročnik temeljev, torej to je cirka 100 strani priročnika, stiskanega dobite, je torej kaj delamo pravzaprav, mislim, to je osnova, na kateri, torej tako nekako na temeljih se naj bi predelal priročnik, ali to je samo res čisto tisto kosti, če lahko temu tako rečemo, ne? Vse tisto meso je pa tisto, kar vi pridete s svojimi vprašanji, s svojo energijo in tista pač facilitacija, ne, ki ste jo pol deležni. In tako je, ne, z vsakim vprašanjem, ki ga vi zastavite, tudi preostali udeleženci, kako bi rekla, prejmejo, zato ker mogoče pač, ko vi nekaj zastavite, se še nekdo drug spomni, glej, jaz imam tudi to vprašanje in če vi tega vprašanja ne bi zastavili, dejansko se tudi ta druga oseba ne bi spomnila, sem imam jaz neko podobno zadevo. Tako da vsako vaše vprašanje je velik prispevek. Torej, Samantha sprašuje, so temelji kot nadaljevanje barsov. Torej temelji so pol ne nadaljevanje barsov, ampak naprednejši seminar, dejansko osrednji seminar Access Consciousnessa in pol po temeljih lahko greste pa še na naprednejše seminarje, kot so na primer energijska sinteza bitja, izbira možnosti in tako naprej. Brez bars delavnice se pa lahko udeležite, recimo brez opravljene bars delavnice se lahko udeležite recimo Dejnove tale, ko ima Bodi ti spremeni svet, ampak drugače so pa vse posod pogoj barsi oziroma pol temelji. Tudi recimo, če želite iti na body class, je pogoj, so temelji, upravljeni temelji. Torej 3-dnevni body class, morate imeti pred tem upravljene temelje. Torej, o čem vse govorimo med temelji? So o veri stvaritve, potem zaznavanje, vedenje, bitje, prejemanje, to je tisto, kar vam je na voljo kot neskončnemu bitju. Potem o tem, kako razlikujemo humanoide, ljudi, tehije. Potem vse te številke, ki mogoče, če spremljate kakšne, ali ste bili na kakšnih delavnicah, ali mogoče kakšne brezplačne videe spremljate, ko to rečemo, zdaj pa naredimo 3 ali pa 4 ali pa 6 ali pa to, dejansko vse to na temeljih spoznate, vse te številke in kaj ustvarijo. Potem definicije besed, kot veste, Access zelo tako da, mislim, kako bi rekla, poudarek na te besede, ki jih uporabljamo, ker velikokrat uporabljamo besede, ki niso v skladu z njihovim prvotnim pomenom. Na primer, ste že slišali to besedo hoteti, ko mi govorimo hočem to, hočem denar, hočem to, da dejansko ta beseda pomeni v prvotnem pomenu, pomeni manjkati, da nam nečesa manjka in mi dejansko s tem, ko nekaj izrečemo, to že kreiramo, dejansko govorimo manjka mi tega. Te različne besede pogledamo, ki imajo pravzaprav neke druge pomene, kot mi mislimo, da jih imajo. Potem sam jezik, kako je vsak jezik prevedljiv, naš prvi jezik, jezik energije. Potem seveda denar, tu sta kar dve taki dosti obširni poglavji o denarju v tem priročniku. Potem, kako pravzaprav dokazujemo, da smo in da dokazujemo, da nekaj delujemo, pol jeza in potenca, ker mi govorimo, koliko smo jezni, pravzaprav smo lahko zelo potentni in napačno opredeljujemo pač to potenco svojo kot jezo in dejansko to pogledamo. In morate vedeti, da tudi med samimi temelji, torej prvo kot pri barsih, pa med temelji se ima zelo, zelo poveča tudi zavedanje in s tem tudi prejemanje, torej začnete več prejemati. Pol pogledamo to, če imate kakšne ljudi, ki so v vaših življenjih, ki so skozi žrtve, ki skozi igrajo to žrtev, Boga jaz, Bogi jaz. Pa tudi mogoče ste vi taki. In pogledamo to, kaj pravzaprav te žrtve delajo. Pol gaslighting, to verjetno ste že slišali o gaslightingu, verjetno ste ga bili tudi deležni. Ko se vam je kdo lagal ali pa vam delal kakšne čudne stvari, da ste se pravzaprav lahko že pol odločili, da ste
kot da ste malo nori in ste prenehali zaupati svoji lastni resničnosti, svojim zaznavam, svojemu vedenju, svojemu prejemanju. O tem govorimo tudi. In seveda facilitiramo vse to, kar se takrat prikazuje na določenih temeljih, ker morate vedeti, da vedno se ustvarjajo, vse delavnice se ustvarjajo na podlagi energije udeležencev, ki pridejo. Tole, kaj jaz govorim zdaj, je to samo tako, osnove. Vedno pa tisto, kar vi zraven prinesete, vaša vprašanja, tisto kreira pol temelje. Gaslighting, to ni v slovenščini, kako bi rekla, ne uporabljamo, mislim, ni prevoda, se tudi v slovenščini kar ta izraz uporablja gaslighting. In to je, na primer, da se ti kaka oseba, recimo, nekaj reče, pol pa čez 2 dni pa reče, ne, nisem to rekel. Ko ti to govoriš, nisem to rekel. In ti prvič si misliš, pa sem mogoče res narobe to slišala, pol drugič tudi, pol pa že misliš, da je s tabo nekaj narobe, s tvojim prejemanjem, da je nekaj narobe. To je gaslighting. In to dejansko smo bili veliko tega deležni. Ali pa kakšne take stvari nam delajo, da se mi pol odločimo pravzaprav, da nekaj z nami ni okej. Pol energijski tokovi, verjetno ste že slišali za energijske tokove, ki jih uporabljamo. Vlečenje energije, pošiljanje energije, potiskanje energije. S temi energijskimi tokovi lahko ustvarite vse, kar želite v svojem življenju. Lahko vse dobite s tem. Pol entitete, zelo obširno poglavje je o entitetah. Veliko govorimo o entitetah, različnih vrstah entitet, kako se entitete odpravljajo. To je tudi super zadeva. Pol manipulacija, o tem, kako pravzaprav, ne o tej manipulaciji iz te resničnosti, ampak manipulaciji na način, da ustvarimo nekaj več, kako manipuliramo energijo. Kako recimo lahko manipuliramo nekoga, ki je humanoid. Mogoče ste že slišali kdaj, vam je kdo rekel, zdaj tako, pač če ste na kakih teh seminarjih, accessovih ali pa kakšnih delavnicah, ko se hecajo, pa rečejo, ne, ti tega ne moreš narediti, to lahko sam jaz naredim. To je tako manipulacija humanoida, tako da reče humanoid, ti mi je že pokazal, ne? Ti mi je že pokazal, bom jaz to naredil, ja, pol altruizem, simpatija, empatija, sočutje, pomoč. Koliko od vas skuša pomagati ljudem? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, pokoj, short boys. In vse to je dejansko, kar sem naštela, torej altruizem, simpatija, empatija, sočutje in pomoč, vse to so oblike superiornosti. Mi, če skušamo nekomu pomagati, dejansko imamo pogled, da ta oseba ne more sama sebi pomagati, da smo mi nekaj več od te osebe, da ta oseba nima zmožnosti kreiranja, nima svobodne volje izbiranja. Tudi to pogledamo vse. Pol razne skrivnosti, torej, ker mi skrivamo stvari, in vse skrivnosti, ki jih imamo, dejansko zahtevajo ful nekih laži, da ohranjamo te skrivnosti na mestu in to zelo vpliva na naše telo, torej, da je tako, veliko energijo uporabljamo proti svojemu telesu. Pol nesmrtna duša, torej v smislu, mi vsi se opredeljujemo, pred Accessom se lahko opredeljujemo kot nesmrtna duša, Access pa govori o neskončnem bitju in potem pogledamo, torej, kaj je lahkotne, še neskončno bitje, nesmrtna duša in ta nesmrtna duša ohranja, torej, če se opredeljujete kot nesmrtna duša, ohranjate to, ta cikl karme, torej, da morate v vsakem življenju dejansko se odkupljati za tisto, kar ste naredili v prejšnjem življenju, oziroma da morate gledati skozi, da ne boste kaj narobe naredili, da ne bi se mogli pol v naslednjem življenju odkupljati in pol to odpravimo vse skupaj. Pol zdravilec, torej govorimo o zdravilcih, o tej vaši zmožnosti zdravljenja. Koliko od vas je zdravilcev, pa si tega ne priznavate, pa pobirate vse od vseh in zaklepate v svoje telo in se odločate, da je to vaše in si pol iz tega svojo fizično resničnost s telesom kreirate. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti? Right, wrong, good, bad, pokoj, short boys and beyonds. Ja, to dejansko to pogledamo in tudi kaj pravzaprav narediti, kakšna energija biti, da nismo več pod vplivom tega, ker drugače ste lahko skozi bolni, če zdravite ljudi. Poglejte, koliko ljudi zdaj zdravite? Več kot 10?
In tako poglejte, če vam je to lahko ali težko. Če je lahkotno nekaj za vas, je to vaša resnica, če je težko, to ni vaša resnica. Jih zdravite več kot 20. Jih zdravite več kot 50. Jih zdravite več kot 100. Več kot 1000. Ja, mogoče gledate zdaj tako, je to sploh mogoče? Ja, je mogoče. Vi kot neskončno bitje lahko naredite karkoli, za neskončno bitje je mogoče vse. Samantha sprašuje, katera metoda za doseganje ciljev je boljša, vlečenje energije ali metoda v teta stanju. Jaz žal metode v teta stanju ne poznam, torej ne vem, o čem govoriš, tako da tukaj dejansko uporabljamo vprašanja. Vprašanja in tudi pač že tudi ti, ko zastaviš neko vprašanje, vlečeš energijo k sebi, energijo tega, po čemer sprašuješ, a ne? Tako da jaz težko govorim o kakih drugih metodah, ker pač jih ne poznam. Tako da dejansko moraš sprobati, pa boš videla, kaj boš za tebe deluje. Pol govorimo o frekanju, torej frekanje norosti, torej lahko uporabite kakršnokoli bolečino, ki imate v zvezi s čimerkoli in sfrekate vse norosti in nezmožnosti, ki jih imate, ki to držijo na mestu. In frekanje, verjetno ste že slišali, to je tisto, na naftnih ploščadih delajo, torej ko vrtajo v naftne ploščadi in torej v te zemeljske plasti in pod velikim pritiskom potem torej razpokajo te zemeljske plasti in potem na površje pride nafta, na tak način pridobiva nafto. Mi pa na ta način, ko razbijamo neke norosti in neke nezmožnosti, ustvarimo iz neke trdne, tam, kjer smo delovali iz nekega nezavedanja, protizavedanja, naredimo tam neke razpoke noter in čez to začne pronicati zavest. Tako da, kako je lahko še boljš kot to? Tukaj res dobite toliko enih orodij in ta seminar Temelji vam prispeva potem celo življenje, če to seveda dopustite. Če dopustite, da ta tok te energije vam še vedno prispeva. Ni to, zdaj pa sem bil na Temeljih, zdaj pa to je to. Ne, če boste dopustili, vam to lahko res celo življenje prispeva. Potem 10 zapovedi, torej verjetno ste slišali že o 10 ključih do popolne svobode. Če uporabljate te ključe, implementirate te ključe do popolne svobode, nimate nikoli več nobene težave v življenju. Ampak se ve, da vi imate radi težave, tako da raje se jih ne naučiti. Raje se jih ne uporabljati. To lahko sam jaz. In se, ker je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right around with the Melbourne Pokolne Shorts, Boys and Beyonds. Potem moteči vsadki. A ste vedeli, da imamo 24 motečih vsadkov? Recimo strah je moteči vsadek, dvom je moteči vsadek. In ko delujete z enega od motečih vsadkov, ali pa delujemo itak iz velikih motečih vsadkov, dejansko vas to sili, da skozi nekaj obsojate. Ne vidite, kaj se resnično pred vami dogaja, oziroma resnično, kaj se dogaja v vašem življenju. In ja, ko odstranite te moteče vsadke, imate končno na voljo izbiro. Koliko vas dvomi v sebe ali pa v svoje izbire. Tu so na delu ti moteči vsadki. Tako da to, da govorimo o tem, potem 5 elementov intimnosti. To so hvaležnost, dopuščanje, ranljivost, spoštljivost in torej spoštljivost, dopuščanje, hvaležnost, zaupanje pa ranljivost. Torej, kot vidite, med temi 5 elementi intimnosti ni seksa. Seks je tudi eden od motečih vsadkov. Tako da, in to je, če imate 5 elementov intimnosti z nekom, imate s to osebo čudovito razmerje. In seveda, najprej se začne to z vami. O tem govorimo, in pogledamo vse tudi, kar vam dejansko preprečuje imeti to samimi sabo. Pol udobna razdalja, kje ste ustvarili udobno razdaljo do sebe, do tega, kar resnično ste. Zdaj vi mislite, saj to sem jaz, ampak vi ste veliko več kot to, kar mislite zdaj. In ste naredili neko udobno razdaljo do tega. To pa gledamo. Pol kreiranje prihodnosti. Kaj želite ustvariti kot svojo prihodnost? X ljudje, tudi to omenimo.
X ljudje so ti, ko so avtisti, pa imajo ADHD, ADD, in jih access, torej ta resničnost, te ljudi pravzaprav nekako etiketira v smislu, kot da so neki manj. Access na njih ne gleda kot na nekaj manj, ampak dejansko kot na nekaj višje razvitega, ker če pogledamo samo avtiste, avtisti delajo običajno samo tisto, kar želijo delati. In so velikokrat v tem zelo dobri ali pa celo genialni. Medtem ko mi delamo vse tisto, kar ne maramo delati, namesto da bi res pogledali, v čem smo mi dobri, kakšne kapacitete imamo mi. In to dejansko vse cel access, torej vse vas to spodbuja, da začnete to prepoznavati, ampak avtisti že na ta način delujejo. In jih pač druge stvari ne zanimajo. In tudi dobite neka orodja, kako pravzaprav s temi X ljudmi pač, kako bi rekla, shajati oziroma kako z njimi komunicirati, da bo lažje vse skupaj, za vas in za njih. Pol govorimo seveda o odnosih. 3 elementi za ustvarjanje dobrega razmerja, potem elementi seksa. To je tudi ena, mislim, fantastična stvar, da imate dejansko jasnost o tem. O čemer skozi se nekaj govori v seksu, pa nikoli nima nobene jasnosti, kaj pravzaprav ti ljudje, ki o tem govorijo. Tako da to vse pogledamo. Potem ustvarjanje finančnega zavedanja. Da začnete kreirati več denarja, da začnete kreirati toliko denarja, kakor vi pravzaprav, kakor bi ga potrebovali za to, da začnete živeti takšno življenje, kot bi ga vi radi živeli. Ne, da živite v okviru nekega budžeta in krčite svoje življenje in zmanjšujete svoje življenje, ampak da začnete kreirati toliko, kar vam bo omogočalo, da živite takšno življenje, kot si vi želite, da si dejansko privoščite vse tiste stvari, ki jih vi želite, da imate celo torto, ne samo en košček. In vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemet poram pokojne, shorts, boys and beyonds. Pol seveda telesa. Glede na to, da o telesnih procesih govorimo, torej MTVSS, pol celični spomin, demolekularna manifestacija, molekularna demanifestacija, demolekularna manifestacija, pa odstranjevanje in izkoreninjenje biomimetične in biomimetričnega posnemanja, je ves čas govora tudi o telesih. Potem, kako pravzaprav komunicirati s telesom, kako biti s telesom. Pravzaprav, kako, če želimo kreirati neko novo resničnost, da se je treba temu predati. Vse to gledamo, to je recimo, temu rečem jaz kosti. To so kosti, to je osnova, torej to gremo čez to. In dejansko pa vse drugo je pa tisto, kar vi prinesete in kar bi vi radi spremenili. In zato morate vi pogledati, samo da si tule nekaj ugasnem. Ok, takole. Torej, morate se vprašati, kaj bi vi radi spremenili v svojem življenju. In priti s temi vprašanji pol na temelje. In biti zahtevajoči, zahtevati, pač spraševati. Ni nobenih neumnih vprašanj. So samo neumni ljudje, ki pridejo na seminar ali pa na neko delavnico in ne sprašujejo. In pa grejo domov in so si jezni na sami sebe. Tam sem bil, tam sem bila. Nisem vprašala. Je pa, mislim, tako res, tokrat se zgodi, da ko nekdo je ranljiv in vpraša nekaj, zastavi neko vprašanje, pa se mu drugi zahvaljujejo. Hvala, da si vprašal ta vprašanja, hvala, da si vprašala to vprašanje. Ker so še drugi dobili te facilitacije toliko ven in dejansko sami se ne bi spomnili tega vprašati. Tako da tukaj res takšna sprememba je oziroma pač to življenje, ki ste ga imeli prej, pa pol, ko pravite temelje, da ljudje govorijo o življenju pred temelji in po temeljih. In vse posod, kjer se vam zdi, pa to ne more biti mogoče, da je, ne vem, v 4 dneh ali pa zdaj v 6 dneh, kakor res naredim tako 6 dni po 3 ure, da je toliko se spremeni. Ja, je mogoče. Tukaj dobesedno s temi accessovimi orodji in tehnikami oziroma telesnimi procesi dobesedno delamo čudeže.
čarobnost in tudi vas spodbujamo, da začnete vi prepoznavati sebe kot čudež in čarobnost in svoje kapacitete, da to ustvarjate. Dejansko začnete tudi med temelji odkrivati to, dejansko to darilo sebe, te svoje zmožnosti, začnejo se vam dogajati kakšne take stvari, ko vidite, da je to še nekaj druga, to mora biti nekaj še več, ni samo to, kar vidimo. A ne? In se ljudem recimo dogaja, da grejo, naprimer prej, ko so šli, naprimer, ko so se še vozili domov, a ne, ena udeleženka je rekla, ona se je iz Murske Sobote v Ljubljano vozila na Temelje, je rekla, sem se nazaj peljala domov, sem imela, ko sem prišla domov, več bencina, kakor ko sem začela, a ne. Take stvari se dogajajo, pol pač ljudje začnejo nove biznise delati, pol jih vidim, ne vem, čez pol leta, 1 leto jih skoraj ne prepoznam, toliko se spremenijo, shujšajo, zgubijo kilažo, zato ker vidijo, da to sploh ni njihova, da to so zbirali stvari, ali pa kakšne druge stvari, ki so to povzročale, se znebijo nekih bolezni, res, spet, tako pri Barsi, vsak dobi svojo spremembo. Tako da, ja, dajte povedati, kakšne vprašanja imate vi, da ne bom samo jaz govorila. Ker je bilo bolj tako mišljeno, nekaj bolj interaktivno, tako da boste vi spraševali. Dajte vi mene intervjuvati zdaj. Sem že vse povedala? Zdaj tako, mislim, če koga zanima tudi kaj pač tako kaj individualnega, vedite, da me lahko vedno pokličete oziroma mi pišete na barbara@resnicisvojesanje.si ali pa me pokličete na 051 815 999 pa me kaj vprašate še, ne vem, za kakšne svoje stvari, kar mogoče tukaj pač ne želite izpostaviti, ali pa mogoče kdaj je tudi tako, a ne, da ali ne morete kak dan, recimo, ker je 6 dni, a ne, in pa ne veste, a bi ali ne bi in pogledamo to skupaj, a ne, pravzaprav, kaj bi to ustvarili. Včasih je tako tudi pač mogoče en dan, pač, da lahko preskočite in pač posnetke poslušate, in pač samo pokličite me, pa bomo skupaj pogledali, ne, oziroma kaj še mogoče, če so mogoče še kakšne druge možnosti. Tako da vedite, da to sem vedno odprta, da lahko me kontaktirate in vprašate. Ja, hvala vam, da ste tukaj, da vas zanima, kaj še mogoče in vedite, da je toliko enih možnosti še. Mi pravzaprav res delujemo, mogoče ste že to kje slišali, in sicer tako, pravzaprav mi rečemo, da če delujemo zdaj iz 10% vsega tega, kar nam je na voljo kot bitju, je veliko. Na voljo nam je pa 990% še vsega. Mogoče je to zdaj tako, koliko se ni, 900, ni 1000%. Želimo ponazoriti, ne, koliko pravzaprav, iz kakšne male kapacitete zdaj delujemo. Iz koliko malo svojih teh zmožnosti in talentov, svoje potence resnično uporabljamo. In vedite, da je tukaj res toliko stvari na voljo, res samo pač to je vaša, kako bi rekla, vaša izbira, ali želite to spoznati, ali želite pravzaprav videti, kdo resnično ste. Ne tisto, kar so vam govorili že od rojstva, ali so vas skušali nekako ukalupiti, ali pa kar so projicirali na vas, koliko so vas sodili. Ne, niste to, zdaj mislite, da ste to. Ne, ste nekaj veliko večjega in veliko bolj veličastnega, in zdaj je čas, ko to dejansko tudi ta energija tega, kar prihaja, oziroma kar se sidra na planetu, nas dobesedno sili, da začnemo te maske odmetavati, da te neke fasade, ne gre več. Tisti, ko se oklepajo tega, jim je ful težko lahko, a ne. Tako da bodite se voljni spreminjati, bodite voljni odmetavati vse to, kar niste vi. In vam bo veliko lažje v tem, tudi pač v tem času spremembe. Ali je možno, da če ne sprejemaš sebe, svojega telesa, da te to ovira pri kreiranju denarja? Absolutno.
ker telo, torej denar je za telo. In tukaj tudi na temeljih začnemo tudi, pač govorimo tudi o tem, kako vključiš telo v kreacijo denarja. Ker telo ti bo pomagalo, če ga boš vključila, če boš dejansko, ja, ga vključila v svoje izbire. Če ga pa zavračaš, če grdo z njim delaš, pa ne bo glih prispevalo, a ne. Ampak pač telo je tako, ena taka ubogljiva živalca, no, tako da tudi ni zamrljiva, tako da lahko to hitro spremeniš. Ja. Ja, imate še kaj konkretno glede temeljev? Zdaj, naslednji temelji so 4. februarja. To je drug teden, v četrtek začnemo ob 5. uri in bo trajalo tako 6 dni. Pol pa naslednje pa planiram nekje tudi tam v začetku marca, pol pa ne vem, če bomo jih še lahko imeli prek spleta, ker tako sem že rekla, na začetku nam podaljšujejo tako za 1 mesec, 2 meseca in ne moremo kaj veliko planirati vnaprej. Tako da vabljeni, če katerega pokliče. Tako sem rekla, če rabite še dodatne informacije, karkoli me javite, mi sporočite, mi pišite, pokličite. Drugače pa jaz se vam zahvaljujem za vašo udeležbo in kaj vse je zdaj še mogoče. Lepo se imejte, lep večer, pa se vidimo ob kakšni drugi priliki. Čau, čau. Enako, čau, čau. Ja, čau.